Zopet sem z vami Andrej v slovenskem tutorialu za Terra Firma Craft. V prejšnjih dveh delih smo pogledali si, kako se pridobiva ruda oziroma kako se rudari. Danes bomo pokrili osnove taljenja rude z uporabo tiste velike posode, crucible, ko se reče po angleško. Izdelali jo bomo in potem si pogledali, kako se vse to skupaj naredi. V redu, zdaj jaz sem nabral si kaolinit in grafit. Če si pogledamo, kje sem to našel, je grafit je tule, če si boste napisali te koordinate, in pa kaolinit. Premog sem našel na tej lokaciji, to je vseeno severno od nas, kjer je tudi nahajališče oziroma kjer je tudi kamena sol, rock salt, ki se tudi da uporabiti za pridobivanje soli. Bom tudi potem pokazal, kako dobimo sol iz te rudnine. Zdaj, prvo, nabral sem tudi nekaj hrane, kot je nekaj žitaric. Zdaj bi vam rad pokazal, kako se pridobi žito iz teh. Recimo, če zdaj jaz tele hočem jesti, ne morem pojesti, ne? Ker je treba to najprej očistiti. Očistiti se čisto enostavno, damo zraven nož, dobimo žito oziroma žitarico iz tega in pa iz vsake žitarice, ko jo potrebimo oziroma očistimo, dobimo tudi slamo. Zakaj se rabi žitarice? Predvsem za hrano. Lahko jemo kot surovo ali pa jo tudi lahko naredimo iz nje moko in potem kruh. To bomo pa pokrili tudi v kasnejših tutorialih, kako se pridobi hrana iz teh osnovnih živil, ki lahko beremo po tej naši mapi. Najprej bi za današnji tutorial bi rad naredil nekaj stvari, preden bomo začeli delati. Ta prvo bomo dali si naredili iz gline in si dali peči modele za ingote. Model za ingot je čisto enostaven, naredi se iz gline z takmole receptu. Iz vsakega tega recepta dobimo dva modelčka. Naredili si bomo recimo nekje 6 modelčkov. Takole. Potem tule še imamo en modelček za sekirco, jo bomo tudi dali peči. To je zdaj 6-7 stvari, naredili si bomo še eno, pa si naredimo, rečemo, lopato. Lopata se naredi podobno kot iz kamna, samo da je negativ. Zelo preprosto. Tole, kar sem zdaj naredil, ko sem falil recept, ni nič narobe, je pa problem, da nam vseeno vzame glino. Pač tako je narediti ta mod, tako da moramo paziti, kaj delamo. Zdaj nam ni kaj preveč treba paziti, ker gline imamo vse posod okrog in jo je zadost. Recimo, če se pojavimo nekje v eni mapi, kjer je suha zemlja, tam gline ne bomo našli, bo treba iti zelo daleč okrog jo iskati. Tam bo treba pa malo paziti na zalogo gline. Tako, tole bomo dali peči, slamo imamo, rabimo še les, tule sem ga jaz nekaj nakopal, sem si ga zložil. To pomeni, rabimo kar komplet 16 lesa. Luknjo že imamo naredito. Rabimo še
naš zipo. Ja, smo ga že skoraj porabili. Naredili si bomo še za vsak slučaj enega. Takole. Zdaj pa damo mi tole vse skupaj v luknjo. Malo pogledamo tele rdeče krogce gor na mapi. Da nam kakšen zombi ne prileti nepričakovano. Takole. Smo rekli 8 slame. 8 lesa. 8 slame. 8 lesa in bomo to zakurili. Takole. Še tega. Tako. Smo porabili cel naš vžigalnik. Tako. Sedaj smo to naredili. Naredili si bomo tudi sod. Sod je zelo pomemben. Pri tej, tole ognjišče nam je tule na pot. Sod je zelo pomemben v Terra Firma Craftu, ki se uporablja lahko ga, če ga postavimo zunaj. Recimo, da smo v kaki mapi, ki ni vode okrog, ga postavimo odprtega od zunaj in se nam nabira voda, je pitna. Potem rabi se tudi za konzerviranje hrane in pa kar ga bomo mi zdaj zaenkrat rabili, je za hlajenje ingotov, kar bom tudi kasneje pokazal. Tole je sod in naredili bomo si še en ajmerček. Je pa takle recept. Tako, ajmerček imamo, sod imamo. Zdaj v sod bomo dali vodo. Vodo damo v sod takole, da si imamo odprti sod in z ajmerčkom zajemamo vodo in dajemo v sod. To vse z desnim klikom. Desni klik na vodo, desni klik na sod. Zdaj pri sodih, da še omenim večjo realnost tega moda, je, da če bi zdaj sod razbil, bi se voda razlila. Sod bi dobili, voda bi se pa razlila. Zato ima tudi sod možnost, da ga zapremo s silo. Sod zaprt, če ga zdaj podremo, ga lahko tudi nesemo. Zdaj nesemo sod, kar je tudi noviteta v Terra Firma Craftu, je, da je sod tule na naši rami. To pomeni, da nosimo sod na rami, ker je, vidite, da je velik in težek, heavy, large. Če si ga dam v svoj inventar, piše od spodaj z rdečo overburdened, to pomeni, da smo preobremenjeni in zdaj se pač ne morem premikati. Lahko se sam vrtim, premikati se pa ne morem. Zato se zmeri damo sod na ramo, da ga lahko prenašamo. Dobro, sedaj bomo ta sod si postavili tule v kot in tule tudi naj bo. Tako, zdaj sod smo naredili, ajmerčka zdaj zaenkrat ne bomo rabili, desk tudi ne. Tega vžigalnika tudi ne. Sedaj si bomo mogli narediti še mlinček oziroma ta mlin za mletje od žita do grafita, kaolinita, zelo vsestranski, sestavljen je iz dveh delov. To je baza, bazni del, spodnji del in pa ta mlinski kamen na vrhu. Zdaj potrebovali bomo kamen, čisti kamen, ne te kamenje, ko smo nabirali, ampak celo kocko kamna. Tega dobimo pa tako, da če ga direkt razbijemo, dobimo te kamenčke. Ta kamen dobimo pa tako, da vse te kamne okoli naše železne kocke potolčemo. Tako.
takole. Takole. In zdaj, če bi ta kamen razbili, bi dobili navaden kamen. Če pa razbijemo še tega spodnjega, ta kamen nima na nobeni strani nobenega, zato se bo tudi takole odkrušil kot celi kamen. To je bazalt rock in pa navaden bazalt. Rabimo za osnovno bazno to enoto rabimo 3 kamne, zato bomo še 2 nabrali. Še enega. In za kamen, ta mlinski kamen, rabimo pa tudi 3. Zato bomo še 3 nabrali. To pomeni, rabimo 6 teh kamnov. Takole, 4. Zdaj tole delo je zelo zamudno, da dobimo te kamne. Moramo jih pa dobiti, če hočemo kaj. Ogromno je dela v Terraforma Craftu, če hočemo kaj narediti. Zato je treba potrpežljivost in čas. Tako, sedaj imamo 6 kamnov in bomo naredili prvo spodnji del. Spodnji del se naredi iz 3 kamnov, takole. In kot vidimo, tile 3 kamni so navadni kamni in spodnji del ne moramo narediti na ta način. Zato rabimo narediti takole, vzeti dleto. Zdaj vidimo, če vzamemo dleto, ne moramo tule prav nič narediti. Lahko razbijamo desni klik, nič ne vpliva, zato vsako dlet, če delamo kaj z dletom, rabimo tudi kladivo. In rabimo vzeti kladivo, si ga dati v svoj spodnji aktivna polja. In zdaj, ko smo dali kladivo in ta dleto, vidimo, tukajle vidimo, da lahko z dletom operiramo, lahko delamo z njemu. Zdaj, tole pomeni, da bomo naredili gladek kamen. Če se pomikamo, vsako dleto ima več načinov izdelave. Če se prestavimo, ne vem, katero tipko imate določeno, določena je M. Zdaj pa, ker imam jaz pač mapo za klicanje mape, M sem si pač določil drugo tipko. Ta način je, da izbijemo eno izmed teh 8 delov. Tako se delajo stopnice. Če še enkrat prestavimo, se plasti lahko iz kamna odstranijo. In če še enkrat pritisnem individualne kocke. To je pa že pol fina dela. Lahko si naredite razna pohištva, mize, karkoli vam pač pride na pamet z obdelovanjem tega kamna. Potem pa, ko si nekaj izdelate, če dobite od teh skvidijev, iz teh lignov, ko so tudi v Minecraftu, črnilo in pa papir, si lahko te načrte shranite. Tako da vam ni treba vsakokrat klofati pa razbijati, da dobite neko isto stvar. Dobro, mi bomo zaenkrat uporabili samo za gladek kamen. Pritisnemo z desnim klikom in smo dobili gladek kamen bazalta. Zdaj, če ga razbijem, mi bo ta cel kamen ostal. Če razbijem navaden kamen, tale, če navaden tale kamen razbijem, bom dobil pač tele kamne ven. Tako da moramo to paziti. V redu, tega bomo naredili gladkega. Razbijemo. Kam še kaj ne šel? 2, mi smo imeli 3. Čudno, ne vem, kaj sem naredil, nekaj sem mogel narobe narediti. V glavnem gremo še po en kamen.
Verjetno, ko sem razlagal, sem naredil nekaj napačno. Dobar. Ok, naredimo še enega. Gladek. Tako, zdaj imamo 3 te gladke kamne in zdaj s temi 3 gladkimi, kaj zdaj, bazalt, no, kako je pa zdaj prišel nazaj. Čudne stvari se dogajajo, v redu, pač nekaj se je moglo narediti. Ok, te 3 bomo dali v spodnji del in dobimo quern base, to pomeni baza tega našega mlina. Vzamemo. Mlinski kamen se pa naredi enako, samo da ne rabimo gladkega kamna, jih damo 3 in pa palco damo na vrhu. To je pa handstone, mlinski kamen in smo to končali. Postavili ga bomo tule, bo kar dober plac. Postavimo bazo in pa, če desno kliknemo na njo, dobimo tale GUI, upravljalni vmesnik in damo tale mlinski kamen v zgornje polje. Tako, to je zdaj naš mlin za mletje. Zdaj bomo povzeli, tule sem nabral kaolinit in pa grafit, pokazal sem vam, kje se nahaja. Si ga lahko tudi na tej mapi naberete. Vzeli bomo 16 kaolinita in 16 grafita. Tako, postavimo ga v levo polje. In vidimo tudi tule zdaj, da se nahaja v našem mlinu. Zdaj se postavimo na ročaj in z desnim klikom zavrtimo. Zdaj, koliko je enot v temu mlinu, toliko krat je treba zasukati. Mi smo jih dali 16 in 16 krat ga bo treba zavrteti. Zelo dolgotrajen postopek, to se najbolj splača vam delati po noči, ko ni nekega časa letati okrog zaradi sovražnikov, se lahko v hiši lepo pozabavate in naredite pač, kar je v hiši potrebno narediti. Zdaj, tale mlin ni večen. Tale mlinski kamen se z časom izrabi in ga treba zamenjati. Zato, ko boste rudarili, boste dostikrat dobili te kamne, teh kamnov ne stran metati, jih obdržite. Lahko se tale iz kakšnega koli kamna naredi, tako da si jih lepo prišparite. Zdaj, kot sem povedal, noter v temle mlinčku se lahko melje kaolinit, grafit, potem gnojilo se tudi lahko dobi, ki se mu reče, mislim, da selenit ali nekaj takega je, ali silvit, se mi zdi, da je. Aha, to smo zdaj zmenili. Zdaj, če desno kliknemo, vidimo kaolinit powder, prah kaolinita. Dalje bomo še grafit. Še grafit bomo zmleli. Zdaj, kaolinit in grafit se uporabljata za to, kar bomo mi danes delali, za to posodo za taljenje rude in pa za izdelavo teh zlitin. Uporablja se tudi za mletje žita, da dobimo ven moko in kasneje tudi kruh. Uporablja se tudi, kot sem rekel, za gnojilo, mletje tega kamna silvita v gnojilo. Zakaj gnojilo? Sprašujete se, zakaj bi gnojilo, če pač tam damo zemljo, pa tam rastline pač rastejo. To je res, ampak vsaka zemlja se tudi s časom izrabi se hranilne snovi. To je tudi ena od realnosti v Terra Firma Craftu, da rabite za polje, rabite vodo, potem rudnine in tako naprej. To se bo videlo. Jaz sem si izdelal to motiko, bakreno,
Sem si jo tudi tamle gor nekje obesil, to je tole. Ok, tole damo. Tule vidite, da se je tale mlinski kamen začel počasi izrabljati. Je kar trpežen, kot vidimo, nekaj smo že kar zmleli. Rad bi vam še pokazal tole. Rock salt, kamena sol. Lahko je tudi mlejemo, ampak samo tale kameno sol tudi lahko mlejemo v tem mlinu in dobimo iz njega sol. Sol je kao prezervativ za meso. Ne vem, a je za zelenjavo tudi, ampak za meso vem, da je. Če meso, vidite, sol smo dobili, če meso nasolimo, se tudi ta razmerje gnitja se zmanjša in nam tudi hrana dlje časa ostane. Tule imamo korenček, tole vam še pokažem. Korenček vidite, da nam je že začel gniti. Tule se je zdaj pojavila rdeča črta na vrhu. Če se postavimo gor, je 13,3% je gnilga. Obrežemo ga tako, da damo noter to gnilo zelenjavo oziroma sadje in damo zraven nož. Ko potegnemo ven, dobimo ta celi del nazaj in gnil del se pač odstrani. Če pogledamo zdaj, je noter še samo 2,52 os, tisti gnil je pa zginal. Tako zdaj pojejmo. Še, dajmo malo pojesti, se malo moči naberemo. Tako se obrezuje gnila hrana. Zdaj, ko smo dobili ta grafit in kaolinit, rabimo sedaj glino, jo damo na sredino. Grafit damo v kote in pa kaolinit v ostala polja. Tako dobimo fire clay, žgano glino. Lahko tudi obrnete, recimo kaolinit je zdaj na teh mestih, lahko je grafit na teh mestih, pa kaolinit na teh mestih, to ni pomembno. Glavno, da dobimo glino, žgano. Zdaj iz te žgane gline bomo izdelali si ta pisker, crucible za taljenje rude. Naredi se pa isto, se oblikuje 5x5 polje in naredimo si dejansko takle pisker. Tule vidimo crucible, piskerček za taljenje rude. V redu, to je to in sedaj rabimo še samo tole neko mesto, kjer bomo pač tale piskrček postavili. Zdaj rabimo lopato, pa še eno bomo verjetno rabili. Še eno lopato. Bakrena lopata se dejansko ne splača kaj delati, ker jo ne rabimo toliko veliko, se dejansko lahko samo iz kamna naredi. Tako da vse, kar bomo rabili, lahko je kamena lopata, ker 100 enot bakra za lopato se skoraj ne splača. Ok, modelčke smo dobili. Jaz sem pač dal lopato delati zaradi tega, da vidite recept za izdelavo. Če boste slučajno se odločili oziroma če boste imeli veliko bakra na zalogi. V redu, postavili bomo si našo posodico tule. Zdaj pa, ena varianta teh ognjišč oziroma teh peči za izdelavo je dimnik. Torej, dimnik mora biti odprt, da se vidi nebo ven. In pa te luknje, kjer se bo kurilo noter, mora biti na trdnih tleh. Zdaj mi imamo tule po tleh imamo zemljo in to ne bo veljalo. Zato si tule izkopljemo luknjo, takole, in pa še na sredini. Takole.
To smo si ustvarili zdaj mesto. Rabimo tale cobblestone, pač tega imamo na zalogi. In si zapolnimo te luknje. Takole. Tule si šele damo gor. Takole. Zdaj, tule imamo dimnik. Tule noter si bomo postavili gorišče, ki se za tale pisker naredi iz premoga. Kam sem ga rabil? Tule je premog. Iz premoga si ga naredimo tako, da si naredimo kocko premoga. Block of coal, blok premoga. Takole. In ga postavimo v luknjo. Zdaj na tole gor postavimo pisker. Zdaj ne vem. Ja, gre. In to je pripravljeno. Zdaj ne morem klikati na tega, ker ga še nismo vžgali. Rabimo tale Firestarter, naš Zippo. Evo. In smo ga zažgali. Zdaj tale umestnik GUI je za našo peč, za našo gorišče. V tale polja spodna gre premog, oziroma mislim, da gre tudi oglje lahko. Tale gor ne vem, zakaj so. Še nisem uporabljal, verjetno kasneje, ko bom igral, bom možno, da pogrunto sam, ne vem. Ok. To so pa polja, v katere se lahko nekaj shranimo. Lahko si damo noter te keramične modelčke, oziroma nekaj si pač lahko shranimo noter. Ne vplivajo na izdelav, na gorjenje, oziroma delo z ognjem. Lahko si noter celo shranimo oglje, da ga imamo zmeri pri roki, da ga ne iščemo po skrinjah in tako naprej. V redu, sedaj rabimo neko rudo. Tale baker bomo stalili, kolikor ga nam je še ostalo. Damo v našo peč oglje. Takole. In z našemu Firestarterju, ki ga nimamo več, to zakurimo. Tako. Zdaj, tule vidimo temperaturo, tale začne z ognjem rast in vsaka kovina, vsaka ruda ima svojo določeno temperaturo, pri kateri se stopi. Zato rečemo železne rude, če jo tule noter damo, se ne bo stopila. Zaradi tega, ker železo rabi malo večjo temperaturo in z ogljem samim tega ne moramo narediti, oziroma z premogom. Tisto taljenje železa se dela malo drugače, ker bomo tudi pokrili v naslednjih tutorialih. In tule vidimo, se sedaj ta posoda greje z tem premogom od spodaj, ko smo ga naredili. Ta premog, ko smo ga od spodaj dali, se ne izrabi. Je skozi zdaj noter, edino moramo dovajati v ta GUI noter premog. Tako. Zdaj bomo mi tule noter dali rudo in zdaj vidimo, se je ruda začela topiti. Zdaj tule vidimo, kaj je za nekaj noter. Tule vidimo, kaj smo zdaj za nekaj stopili. Vidimo koper, baker. Tale vidimo, koliko enot bakra smo stopili. Tule noter devamo rudo. Tu pa, kar bomo pol na koncu dobili ven. Tako. Zdaj tole bo kar trajalo nekaj časa, da se bo to stopilo. Sod lahko odpremo z vodo. Zdaj vam pa lahko še pokažem tole z motiko. Zdaj, kot vidimo, isto kot dleto imamo pri motiki tudi tule določena polja. Tole še pogledamo, 7, ok, to bo tudi trajalo. Oziroma, dajmo to, ko bom verjetno malo dlje razlagal, dam teh 6, pa dam teh 15 noter. Ne moramo jih dati skupaj, zaradi tega, ker sta različne, ta je 10 enot, ta je 25 enot. Tako, naj se to topi. Zdaj pa prvo pimo, da nam
polžasto letali okrog. Z to aminomotiko lahko samo delamo polja, ne moremo nič druga operirati z njimi. Tudi če pritiskamo tisto tipko za izbiro položaja, po defaultu je M, se nič ne zgodi, lahko samo delamo polja. Če imamo pa kovinsko motiko, imamo pa nekaj več na izbiro. Tole je za izdelavo polja, tako. Potem tole je, da vidimo, a je v polju dovolj vode. Zdaj, kot vidimo, je ob vodi in je dovolj vode in je to plavo, drugače je rdeče. Naslednja je, vidimo, zorenje. Tole, ko je rdečo polje, še ni zrela. Zelje je zeleno, je zrelo. Koruza še ni, žito še ni, česen je, tale fižol ali kaj to ni, paradižnik še tudi ni in pa tule še imamo nekaj še tudi ni. Dejansko lahko zdaj poberemo samo zelje. Sam ga še ne bomo zdaj zaenkrat. In pa, kot sem prej razlagal, je še ena varianta, kar pa z bakrenim ne moremo, so v višjih stopnjah motike, recimo pri železni, je pa tudi za koliko je pognojeno. Take bar graf je, česa nam zmanjkuje. In z silvitom zmlejemo silvit v tem mlinčku in posujemo po poljih, da pognojimo. Ena varianta je, če silvita oziroma gnojila ne najdemo, je pač podremo ta polja, damo novo zemljo noter in naredimo nova polja. Tako da lažje gre z gnojilom, sam gnojilo je dokaj redko v Terrafirma Craftu, tako da bomo mogli si narediti nova polja. Oziroma tole jezero je veliko, si lahko naredimo kjerkoli okrog jezera polja. Jaz si ponavadi tudi naredim, tule si zemljo položim črez v treh slojih in naredim polja še tako, ker takega velikega jezera ne rabimo. Dobro. Tule zdaj smo tole stopili, tule še imamo 6 tehle enot. Že vidimo, da imamo 525, 535 enot. 565 enot bomo imeli. Zdaj, ta baker, ko smo ga zdaj stalili, ga dobimo ven tako, da tole ne gre, da damo kar tale modelček od sekire noter, ne bomo nič dobili ven. Ne gre na ta način. Tako da damo noter ta keramični modelček za ingote. Paziti moramo pa na temperaturo. Temperatura je za rudo v tekočem stanju in v trdnem stanju. Zdaj, kot vidimo, tule piše yellow white liquid, pomeni, da je tekoča. Zdaj, ko jo bomo tule vzeli ven, se to začne hladiti. In moramo biti kar hitri, da desno kliknemo na ta modelček, se odpre tale GUI in tu pa zdaj lahko nastavimo noter ta naš modelček za orodja. In smo dobili zdaj nazaj modelček in pa sekiro. Zdaj modelčki niso večni. Modelčki z časoma, ne vem po kakem algoritmu, počijo, tako da jih moramo vedno imeti na zalogi. Jaz jih ponavadi naredim tam okrog 30, tako da so pač, da nam jih ne zmanjka. Zdaj, da pridemo nekaj z rudo, hočemo nekaj narediti, pa modelčko ni, bolj je to spet 10 ur čakanja, da se noter spečejo v vodi, v luknji, za pečenje teh modelčkov. Ok, tole imamo zdaj še tule eden za lopato, smo rekli. Več teh modelčkov pa nimamo. Ok, modelček, tole, zdaj bomo tale pisker spraznali, bomo vse noter v modelčke dali. Takole.
2 še bomo lahko naredili, enega pa pol. Zdaj, modelček lahko napolnimo samo do polovice, rečemo, oziroma koliko nam na koncu ostane. Tako, zdaj nam še ostalo 65, bomo še tale 65 spraznali. To pa zato, da ko zapustimo pisker, je najbolj, da je prazen. Zaradi tega, ko bomo prišli, ne bomo en dan, rečemo, igrali, bomo prišli sem, danes bom pa delal recimo bizmut bron, noter bom imel že, kaj sem prej sem topil cin, rečemo, pa vržem noter baker, pa bom dobil neuporabno jeklo, zaradi tega, ker nam pogledal, da je tule noter že nekaj obstaja. Tako da zmeri spraznimo, to ne škodi, je lahko noter na poln, ga lahko damo tudi v skrinjo in tam noter tudi počaka. Zdaj, če je ta modelček v tekočem stanju, ga tu ne moremo dobiti ven. Zdaj, ko se je toliko ohladil, zdaj, če hočemo, lahko naredimo, kar damo v vodo in na hitro ohladimo. Če nimamo časa čakati, na hitro ohladimo tudi tale, sam se le na hitro ohladi in tako lahko dobimo ven te ingote. Ingote najboljše je vsaka ruda, ko jo skopljemo, pridemo domov čez noč, lahko mi to vse stopimo in tile ingoti, ko jih dobimo na koncu ven, se dajo tudi zlagati. Zlagamo jih pa tako, rečemo, tudi sem le jih bomo dali, počepnemo in pritisnemo na polje in tako se zložijo. Zlagajo se v višino tudi, ena kocka jih je 64, naslednja jih je spet 64, tako naprej. Potem pa recimo tole bizmut lahko tudi stopimo takole, še tule kaj premoga noter, nimamo ga več, dajmo še premog, tako, kar gre, fajn po premogu. Tale bizmut bomo tudi stopili in naredili ingote. To je dejansko vse, kar je od taljenja rude. V tem piskru spoznali smo, kako se naredi ta ogenj, luknja, peč, kako se naredi posoda, kako se tali ruda, kako se naredi modelček, sod. Kasneje bomo tudi videli, zakaj se sod uporablja, kako se sod uporablja pri hrani. Potem kako naredimo tale mlinček za mlet, tako da danes smo kar pokrili veliko stvari v našem tutorialu. Zdaj, tetele vam še pokažem, ohladimo. Hitro ohladimo zdaj tele. Če bi hoteli zdaj tale bizmut, ko je samo bizmut, dati v orodje noter, ne bi nič bilo, zaradi tega, ker samo bizmutovo orodje ne obstaja. Orodja se delajo samo iz določenih zlitin, ne iz vseh. Na tej Wikipediji od Terrafirma Crafta lahko vidite, katere vse zlitine se lahko uporabljajo za orodja. Tako da vam še enkrat polagam na srce, da si res pogledate, če hočete igrati to igro, da si pogledate na internet, v Wikipediji, link imate v opisu. Tako da vse, kar ne bom jaz tule mogel vam povedati oziroma pokazati, boste, zdaj je počel ta modelček, smo ga zgubili. Kar vam ne bom mogel tu pokazati oziroma vam bom zmeri povedal, da najdete na internetu, nimus, da samo najdete, da samo iščete na Terrafirma Craft Wikipediji, najde se tudi drugje. Tako da igra je zelo zanimiva.
ogromno je tega, kar morate vedeti. Tako da, no, kaj sem zdaj? Ja, to je to. Zdaj smo naredili še 5 teh ingotov bizmuta, jih lahko tudi zložimo na tla. Takole. Zdaj smo kar naredili 5 bizmuta in 3 komade bakra. Tako, tole bo za današnji tutorial vse. Ogromno smo spoznali danes, tako da se vidimo v naslednjem tutorialu. Z vami sem bil Andrej. Čau, čau.